Najlepša hvala za ta uvod. Tako da lep pozdrav še z moje strani. Kot rečeno, nekako bi vam poskušal v teh današnjih predavanjih oziroma predavanju, ki bo imel več delov, predstaviti nekatere stvari, ki smo jih delali skupaj, se pravi mi raziskovalci na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko in na Glasbeno-narodopisnem inštitutu tukaj na Zrcu, na Sazlju. In ker pa je morda, bom rekel, splošno področje analize nekih glasbenih gradiv, saj za nekatere od vas malo manj poznana tema, sem se odločil, da bi na začetku, mogoče 10 minut, namenil najprej mogoče malo splošnemu pregledu tega, kaj se na tem področju v svetu sploh dogaja in kaj se tukaj dela, kaj raziskovalci trenutno raziskujejo, kaj so trenutne teme, ki so recimo vroče, ali pa kaj so nekateri dosežki, ki so narejeni na splošnem glasbenem gradivu. Po tem uvodu bi se pa potem posvetil dejansko bolj stvarem, ki smo jih delali skupaj in stvarem, ki smo jih naredili v okviru teh projektov. Tako nekako bi zastavil. Morda bi, če ste pogledali razpored današnjih predavanj, nekako 3 bloke smo predvideli. V prvem bi se ukvarjali z zvočnimi gradivi, v drugem z, bom rekel, simboličnimi, se pravi z notografijami in podobnimi gradivi in v tretjem za besedili. Mogoče bi ta prvi sklop zaradi tega uvoda bil malo podaljšan, pa bomo potem naredili pauzo malo prej, ampak približno 1 uro bi zdaj imeli predavanja oziroma, bom rekel, diskusije, še rajši, potem pa bi imeli pauzo. V tej prvi uri bi poskušali se ukvarjati z nekim pregledom stanja, pa z zvočnimi gradivi, upam, da je to v redu. Potem v drugem delu pa z simboličnimi pa z besedili. Jaz bi vsekakor želel, da me čim več prekinjate, pa sprašujete, torej da ne bo to neka enosmerna komunikacija preveč, tako da vsekakor vabljeni, da me prekinjate. Drugače, mogoče, če samo za kratek kontekst, preden grem na samo vsebino, odkje sploh jaz prihajam, ali pa tam imam še 2 kolega, odkje prihajamo. Jaz sem drugače predstojnik laboratorija za računalniško grafiko in multimedije na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer seveda nas je približno 5, mislim, da zdaj polno zaposlenih, trenutno vsi smo pedagogi, in se ukvarjamo v bistvu z različnimi področji. Eno, bom rekel, prisotno že dolgo časa je v bistvu dejansko področje pridobivanja informacij iz glasbe, to, o čemer bom danes govoril. Se pa drugače ukvarjamo tudi s 3D grafiko, vizualizacijo, z nekimi zadevami okrog poigritve. Tako da, če koga kaj več zanima o tem, kaj delamo, imamo eno spletno stran, na kateri imamo izpostavljene projekte, pa si lahko pogledate, tako da delamo različne stvari, torej ne samo glasbo, tudi 3D grafiko, vizualizacijo, navidezno resničnost in podobne stvari, o katerih danes ne bo govora. Ampak toliko samo za uvod, da sploh povem, odkje oziroma odkot prihajamo. Vsekakor današnja vsebina bo pa posvečena tej temi, se pravi po slovensko bi se lahko reklo pridobivanje informacij iz glasbe, po angleško se temu reče Music Information Retrieval, in je v bistvu neko znanstveno področje, ki se želi ukvarjati z glasbo, ali pa, če rečem tako, nekako želijo razumeti ali pa naučiti računalnike, da jo razumejo, recimo, če temu tako rečemo. Kaj pomeni razumeti, seveda, drugo. Mogoče malo splošno, kot sem rekel, malo bi rad naredil uvoda v to, kaj to področje sploh je, kaj se v svetu dogaja, tako da dobimo en tak pregled. V splošnem področju pridobivanja informacij iz glasbe se ukvarja z, bom rekel, več stvarmi. Seveda, končen cilj je nekako na nek način razumeti ali pa izluščiti informacije iz glasbe v vseh oblikah, v katerih se glasba pojavlja. Zdaj, ali so to posnetki, se pravi zvočni posnetki, ali so to neke notografije, neke simbolične predstavitve, ali so to v končni fazi neka besedila, ali pa še kakšno drugo obliko bi verjetno lahko našli. Zdaj, kaj želimo iz tega izluščiti? Različne stvari. Najbolj osnovna stvar je seveda, da bi rekli, da želimo iz nekih recimo zvočnih posnetkov izluščiti neke osnovne elemente, pa naj bo to melodija, ali pa harmonija, ali pa tempo, ali pa ritem, kdaj se kakšna nota začne, kje je kakšna nota in tako dalje. Se pravi, neke elemente, gradnike, ki recimo glasbo sestavljajo. In tukaj se seveda veliko raziskav temu posveča. Bomo pa kakšen primer dali. Druga stvar, ki bi lahko rekel, so mogoče malo bolj višje nivojske značilnosti, ki jih v glasbi seveda zasledimo, bodisi v tem, kakšni inštrumenti igrajo v nekem glasbenem posnetku, do tega, kakšnega žanra je, karkoli zdaj že žanr opredelite, ali govorimo o popularni glasbi ali pa o kakšnih drugih zvrsteh glasbe, kakšna čustva so prisotna v glasbi, recimo tukaj se precej nekaj raziskav okrog tega
spleta, odkje glasba izvira, recimo, in tako naprej. Ne. S čem se vse še ukvarjamo? Seveda z iskanjem po tovrstnih gradivih. Ne. Zdaj, iskanje lahko pomeni več stvari, lahko pomeni identifikacijo, kot bom potem en primer pokazal, kjer pomeni, da imamo zvočnik posnetek in hočemo vedeti, kaj to je, torej, ne, odkot prihaja, kdo ga je posnel, oziroma točno identificirati ta posnetek. Lahko pa govorimo o tem, da iščemo podobnosti med različnimi izvedbami nekih skladb ali pa sploh med različnimi, recimo, zvrstmi. Tako da iskanje v različnih oblikah je vsekakor zelo relevantno. Jasno, tudi stvari, ki se tičejo izvedbe nekega glasbenega dela, bodi si izvedbe v smislu živega izvajanja, da recimo sledimo nekemu izvajalcu, ki igra na inštrument in poskušamo spremljavo prilagajati njegovemu tempu in fraziranju in tako dalje, do tega, da želimo iz neke izvedbe, nekega glasbenega dela izluščiti, kaj daje tistemu delu tisto izraznost, kaj razlikuje enega pianista od drugega, v čem, kaj delata drugače, da se nam zdi ta dve izvedbi drugačni in tako naprej. Se pravi, govorimo bolj o nekem umetniškem načinu izražanja, bom rekel, tega, kar je v glasbi. In recimo, če še dam, bom rekel, ta zadnjo neko klasifikacijo tega, ker sem si jo izmislil, seveda delo na zbirkah, ne, zdaj govorimo o zbirkah ali pa korpusih, ki jih zbirajo različne inštitucije, recimo podobna situacija imamo tudi jasno tukaj. Imamo seveda tudi veliko različnih nalog, ki jih poskušamo izvajati, od tega, da se izvaja optično prepoznavanje pač jasno notnih zapisov, s čemer se mi sicer ne ukvarjamo, ampak se veliko svetu ukvarjajo, do neke analize korpusov, karkoli vas že zanima, se pravi v nekih zbirkah, organizacija, vizualizacija vsebin, uporabniški vmesniki za delo s tovrstnimi zbirkami. Vse to so neke teme, s katerimi se ljudje ukvarjajo. Tako da s tem nekako zajamem, bom rekel, to široko področje pridobivanja informacij iz glasbe, katerega del bom tudi tukaj predstavil, zdaj zakaj bi seveda sploh te stvari počenjali, ne, kaj so zdaj aplikacije tega. Ne, če dam samo par primerov uporabe, bom rekel, tovrstnih raziskav v realnosti, seveda komercialno najbolj zanimiva pa najbolj uporabljena stvar, za kar je seveda tudi največ denarja šlo, v zadnjih letih so priporočilni sistemi. Ne. Spravi sistemi, ki uporabniku priporočajo novo glasbo na podlagi tega, kakšne so njegove značilnosti. Ne. To so del pravzaprav vseh komercialnih ponudnikov glasbenih vsebin, ki jih seveda zdaj imate veliko, Spotify, Deezer, karkoli si boste že zmislili, ki seveda ponujajo v glavnem bolj komercialno glasbo, ampak en velik del tega je, da seveda znajo na podlagi tega, kaj uporabnik poslušati, priporočati neke nove vsebine. Ne. Pri tem seveda morajo znati izluščiti neke značilnosti v glasbi, bodi si žanr, čustva, karkoli že hočemo s tem povedati, tudi podobnost in podobne informacije, poleg profiliranja uporabnikov se seveda tukaj uporabljajo. Tako da to je ena zelo močna veja, ki se komercialno recimo veliko uporablja. Naslednja, tudi komercialno zelo zanimiva, komercialno pomeni, da je veliko denarja za raziskave in se torej ljudje veliko s tem ukvarjajo, ne, zato poudarjam to, je učenje inštrumentov. Ne. Tukaj so zdaj sistemi že dokaj zreli in lahko vas poslušajo, ko se učite kitaro ali klavir ali kaj podobnega in vam povejo, kje ste narobe zaigrali, kaj ste narobe zaigrali, kako ste zaigrali in tako dalje in vam dajo tudi nasvete. Ne. Tako da tovrstna zadeva zdaj že počasi ratuje stalna praksa oziroma imate veliko ponudnikov tega. Bom pa dal še kakšen primer. Seveda, arhivi, kot so zbirke, o kakršnih bomo tudi danes govorili, uporabljajo veliko tovrstne raziskave in pa tudi pri ustvarjanju glasbe se počasi uveljavljajo sistemi, ki lahko nekim skladateljem svetujejo kakšne stvari glede na analizo določenih korpusov. Tako da mogoče še, zdaj sem sam govoril, par konkretnih primerov nekih storitev, ki jih morda poznate, vsaj to prvo, je verjetno najbolj znan primer, vsaj po moje, enega sistema, ki je tudi verjetno najstarejši, tam že okrog leta 2002, cirka se je pojavil, se pravi 15 let nazaj, je Shazam. Ne, verjetno vsaj veliko ljudi ima na telefonu aplikacijo Shazam, ki, če slišite nekje iz kakšnega zvočnika, kakšno skladbo, pa ne veste, kaj je, lahko date telefonu poslušati 5 sekund tiste skladbe in vam bo odgovoril, to je pa ta in ta skladba tega izvajalca iz tega albuma, pa seveda, a ga želite kupiti. Je pa naslednje vprašanje. Shazam dela nekaj, čemur se po angleško reče audio fingerprinting, ali pa po slovensko bi lahko rekli, da prstne odtise glasbe jemlje, ampak kar v bistvu zna narediti je, da zna iz tistih 5 sekund izluščati
tako robustne značilke ali pa značilnosti tistih 5 sekund, da zna v neki ogromni bazi poiskati točno tisto skladbo. Pri tem so pač te značilke zelo robustne in tolerirajo razna popačenja, to, da ste vi v nekem baru, kjer se ljudje pogovarjajo okrog in tako dalje. To ga ne moti, pač poskuša v glasbi najti tiste stvari, ki so invariantne na to vrsto popačenja. In Shazam deluje zelo uspešno in je, bom rekel, ena bolj uspešnih komercialnih aplikacij bila dolgo časa iz tega področja. Seveda zadnje čase, če govorimo o priporočanju vsebin, vsi komercialni ponudniki glasbe, Spotify, Shazam, Pandora je recimo v Ameriki zelo popularna, v Evropi je še ni. Seveda priporočajo glasbo na nek način in oni so šli tukaj v bistvu najdlje. Še preden so znali računalniki dobro analizirati glasbo, so pri Pandori imeli zaposlenih cel kup muzikologov, ki so praktično vsako pop skladbo, ki je bila dovolj popularna, ker seveda to vrstno vsebino ponujajo, označili z več kot 400 atributi na roke. In imajo kar precej milijonov skladb na ta način označenih. Zakaj so to delali, da so jih 400 atributi označili? Zato, da so lahko delali priporočali nove skladbe. Recimo, to v bistvu Pandora je tipična radijska postaja, noter date eno skladbo kot primer in potem vam on pač predvaja v neskončnost stvari, ki se mu zdijo podobne. Če znamo tukaj recimo prebrati en primer tega ven, v živo ne moram pokazati, ker ne dela v Sloveniji, ampak če recimo vtipkamo izvajalca, v tem primeru je to John Fogerty, se pravi nek klasičen rock, recimo, bi temu rekli, potem vam on priporoči recimo eno drugo skladbo, enega drugega, ansambla Eagles v tem primeru, ampak kaj je razlika od drugih sistemov, je, da pove zakaj. Ker ima vsako skladbo označeno s 400 plus atributi. In lahko reče, zakaj sem to priporočil, zaradi tega, ker ima iste basic rock song structures, iste country influences, točno ta skladba, mixed acoustic and electric instrumentation, vocal centric aesthetic in tako dalje. Teh atributov je cel kup, on vam lahko reče, zato sem vam zdaj priporočil točno to skladbo. In stvar deluje dobro, ker pač Pandora vsaj v Ameriki je strašno popularna in uveljavljena. Tako da danes, včasih so to delali vse na roke, da so to vrstne atribute, kot je basic rock song structures, označili. Danes, čez dalje več teh zadev delujejo polavtomatsko ali pa popolnoma avtomatsko, ker je Pandora eden večjih zaposlovalcev kadrov, ki dobro znajo to področje v zadnjem času. Tako da, recimo, kot primer, atributi besedil, ker se tudi besedila označujejo, ne bom vseh tukaj dal, ampak abstract, angry, clean, erotic, karkoli že drugega. To so samo za besedila oznake, ki jih pač na roke označujejo, zato da potem lahko priporočajo podobne tekste z podobnimi vsebinami, če že to želimo. Tako da, to je naslednji recimo primer priporočilnih sistemov, kjer se veliko uporablja to področje. Prej sem govoril o osnovnih elementih v skladbah, notah, harmonije in tako dalje. Dejansko za neko popularno ali pa če rečemo komercialno glasbo to pravzaprav lahko deluje že dokaj dobro. Tukaj bi vam lahko dal en primer, ki pravzaprav niti ni najnovejši sploh več, ampak je že kar po moje kakih 10 let stara vizualizacija ene skladbe konkretne. Zdaj tukaj jaz sem dal pač eno skladbo slovenskega izvajalca, ki je iz takega žanra, da bo to dobro delal, ker to dobro dela za pop-rock skladbo. Zdaj pa, kaj smo tukaj izluščali, pa kaj ta vizualizacija kaže? Kot boste videli, bom pol predvajal, pa bomo zvok sprobali. Zna avtomatsko izluščati strukturo neke skladbe, se pravi to, kar tukaj vidite, pomeni, da je to en košček, ki se tukaj ponovi, tukaj se en košček dvakrat ponovi, tukaj se en košček, ki je oranžno označen, ker je detektiran kot refren, 4krat ponovi. Tukaj spodaj imamo harmonijo napisano, se pravi akorde, ki naj bi bile v tej skladbi. Tukaj spodaj imamo napisan ritem, se pravi 4/4 takt, to je prva doba, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tukaj imamo pa nek grob oris melodije pa basa od spodaj. To je vse avtomatsko izluščen iz te skladbe, ki sem jo jaz iz YouTubea gor naložil. Pa če zdaj to predvajam, pa bomo videli, če to res je ta skladba, pa bom najprej dal bolj potih, da nam preveč tukaj glasen, pa bomo pol dali bolj na glas. Zdaj smo tukaj na refrenu, lahko se postavimo sem, ali pa sem, ali pa sem. Vidite, da se ponavlja. Lahko pogledamo, kaj je ta košček. Aha, to je ta intro, ki se tukaj ponovi. In tako dalje. Se pravi, imamo tukaj strukturo,
od spodaj imamo ritem, ki tudi približno dela 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 in seveda še akorde zraven. Se pravi, neka avtomatska analiza na tovrstnih skladbah deluje že zadovoljivo dobro. Zdaj, lahko bi se kregalo o akordih, pa v znakah, pa so pravilni ali niso, pa tako dalje, ampak tukaj se tudi ljudje med sabo čist ne ujemajo. Tako da, nič huda, če se tudi računalniki ne. Tako da, to so stvari, ki recimo že vsaj na neki komercialni glasbi dokaj zadovoljivo delujejo, pa to ni, se pravi, najnovejša raziskava, kar zdaj tukaj gledamo. Ampak teh atributov se da že precej izluščiti. In seveda ta zadnji primeri, ki jih imam, bom rekel, iz tega širšega področja, so pa primeri, ki se tiče ustvarjanja pa učenja glasbe. Prej sem že povedal, sistemi za učenje se zelo veliko uveljavljajo zadnje čase, velike komercialnih, ki imamo tipično neke mobilne aplikacije. Recimo en tak je Musician, ki je dokaj popularen oziroma zelo popularen za učenje kitare, tudi klavirja, mislim, da imajo zdaj bas, pa mislim, da imajo še banjo, pa dobro, če dalje več inštrumentov, ki jih znajo prepoznavati čisto akustično, se pravi preko mikrofona, ne rabite nobenih kablov ali česarkoli, mikrofon na vašem telefonu je dovolj. In zadeva seveda zna prepoznavati, kaj nekdo igra, ima neko vizualizacijo tega, kako stvar izgleda. Recimo, mogoče se bo tukaj videl, nekdo bo igral kitaro. To je sicer zelo preprosta melodija. Tam vidite, kaj bi mogel igrati na desni strani. On to igra, sistem spremlja, a je prav, a je prehiter, a je prepozen. Ne, ok. Ne. To je zdaj zelo preprosta melodija, ne? Ampak zadeva deluje tudi z akordi oziroma z precej bolj kompleksnimi in hitrejšimi zadevami, kar pomeni, pač prepoznamo, kaj nekdo igra na nek inštrument, seveda s tem lahko potem pri učenju tega drila, če tako rečem, kjer se nekdo uči teh osnovnih prijemov, zelo veliko naredimo. Tudi motivacijsko so potem seveda te programi naravnani na to, da ljudje tekmujejo med sabo, da jih pač poganja naprej in tako dalje. In veliko ljudi uporablja to vrstne stvari za učenje, če dalje več. Tako da tukaj so vsekakor veliko stvari z področja uporablja. No, ta zadnji primer, ki bi ga podal, je pa še na področju recimo ustvarjanja ali pa rekel, skladanja, kakorkoli temu rečemo. Tukaj je seveda uporaba računalnikov vedno za nekatere malo sporna, ne, češ to mora biti proces, ki izvira iz posameznika in kaj mi bo zdaj nek računalnik tukaj pomagal pri tem, da jaz ustvarjam glasbo, ampak pač, ne, v to se ne bi spuščal, ne. Pa dajo nekega mnenja, a je to v redu ali ne, ampak tukaj se dejansko čez dalje več zanimivih stvari dogaja. Ena stvar, ki bi vam pokazal, iz Francije izvira, iz Sony Labov. Oni so zdaj naredili recimo en sistem za harmonizacijo, zelo dober, imajo tudi še druge. Ampak recimo tukaj vam lahko dam primer avtomatske harmonizacije neke melodije, v tem primeru Ode radosti, ko boste slišali zdaj recimo bom malo skakal po tem posnetku v parih različnih harmonizacijah, posamezne so bile pa naučene na nekih primerih, ne. Tako da boste videli, se pravi ta različen primer, ki ga boste slišali, je bil računalnik učen na nekem korpusu podobne glasbe in je potem iz tega ven ustvaril neko spremljavo recimo za to melodijo, ne. Dajmo pogledati. Aha, ok. Se pravi, to je zdaj Bach-like. No, preklopimo. Ok, smo v bosi novi. Ne. Ali pa, ne. Gremo še malo naprej. Ali pa. Dobro, kar malo skačem. Mogoče še ta zadnji primer.
in tako naprej. Sicer moram dati tukaj en podnapis, da sama inštrumentacija pa to je bila potem ročno dodana na to, kar je računalnik zgeneriral. Torej, ni nam zgeneriral že direkt celotnega, bom rekel, zvoka, no? Ampak je pa zgeneriral nekako, bom rekel, ritem in same harmonije, ki so od spodaj, ki smo jih slišali. Naučen na različnih stilih, recimo. Takih zadev najdete veliko, ampak ta sistem iz Francije je eden bolj znanih. Ko pa zdaj prehajamo počasi na ljudska gradiva, pa na to, o čemer bo ta glavna poanta danes, bi pa mogoče dal še en primer, ki je bil precej kontroverzen na Irskem v zadnjem letu, pa tudi letos se to še nadaljuje. Namreč en raziskovalec iz Anglije, Bob Storm, je naredil en sistem, ki generira irsko ljudsko glasbo. Izdal je knjigo za 1000 napevi irske ljudske glasbe, ki so avtomatsko zgenerirani, seveda z računalnikom, izvaja koncerte, kjer določeni, ki seveda niso zelo proti temu in mu pošiljajo hejt oziroma sovražna pisma in tako dalje. Ampak obstajajo seveda tudi drugi, ki jim je to čez fes in to nekako izvajajo tudi na svojih koncertih, tako da bomo videli zdaj uživo izvedbo enega takega dela s strani pač enih irskih ljudskih glasbenikov, ki to na koncertu igrajo. Melodija sama je pač zgenerirana. In tako dalje. Se bi lahko še dolgo poslušali. Ampak v glavnem, ja, teh melodij je seveda veliko ali pa neskončno, ki se jih da na ta način generira. Zdaj, kot rečeno, debate o tem, kaj zdaj je, pa kako zdaj je, pa je to etično ali to kaj drugega, to se ne bi spuščal, je pa dejstvo, da čez dalje več sistemov se pojavlja, ki so lahko kot neka pomoč nekomu, ki se z glasbo ukvarja, ki glasbo sklada, ki glasbo uči in tako dalje. Tako da to je ena močna tematika, bom rekel, raziskav trenutno. Ok, s tem sem nekako, bom rekel, zaključil en ta začetek, kjer sem hotel dati malo voda v področje.